mariborskih študentskih domovih lahko prebiva 2900 študentov. Nesklepčni pri odločanju o prenosu dela avtobusne postaje podjetju Arriva. Mariborski nogometaši v boju še za drugi naslov. Pozdravljeni. Mariborski študentski domovi letos praznujejo 50-letnico svojega obstoja. Leta 1964 so vodilni takratnih visokošolskih zavodov v Mariboru ugotovili, da se za študij v Mariboru zanima vedno več mladih iz drugih krajev in da v mestu ne najdejo nastanitve. Ob obletnici je prav danes potekala svečana akademija. Več kot 80 000 študentov je v pol stoletja v času študija svoj drugi dom našlo v mariborskih študentskih domovih. Od prvih 180 ležišč leta 1964 jih danes skupno premorejo 2867. Tukaj doživiš tisto, kar doma ne moreš, tukaj doživiš tisto, kar si niti ne misliš, da boš doživel. Največjo širitev, ki je v enem zamahu prinesla več kot 450 ležišč in legendarni študentski kulturni center Štuk, je pomenila izgradnja naselja na Gosposvetski sredi 80-ih. To je cel kompleks, ki je dal življenju bistveno kvaliteto, višjo, kot je bila dotedaj. Študentski domovi sicer vseh 50 let predstavljajo socialno podporo študentom, ki si bivanja v kraju študija drugače ne bi mogli privoščiti, pa tudi prostor druženja, spoznavanja in zabave. V študentu smo bivali še v tistih časih, ko nas je imelo 20 študentov, eno kopalnico, eno umivalnik in eno stranišče. Verjamite, nikoli ni bil nikakršen problem. Vse smo se dogovorili. Sicer pa mariborske študentske domove v kratkem čaka prenova še zadnjih neobnovljenih študentskih domov. S tem pa študentje, ki so v 60-ih letih prejšnjega stoletja imeli toplo vodo na voljo le enkrat na teden, dobivajo udobje, ki marsikdaj prekaša njihova družinska okolja. 10 let pa že mariborski dom starejših občanov ponuja bivanje in oskrbo ostarelim. Zmogljivosti so letos povečali z novo enoto 4. generacije, ki temelji na tipu družinske skupnosti. Vanjo se je vselilo že 22 stanovalcev. Vodstvo doma je ob današnjem slavnostnem odprtju nove enote poudarilo, da so prostore dogradili in uredili prav iz tistih prihrankov, ki jih je nameravala država javnim zavodom vzeti in jih vrniti v proračun. Večina varovancev v novi stavbi biva že od februarja letos in so že dodobra odomačeni v prijetnih prostorih, kjer tudi z dejavnostmi spodbujajo tip skupnosti podobni družini. Gremo ven, naravo, v parku, pa vse posod se sprehajamo, klepetamo, televizijo gledamo. Zdaj smo se že kot ena družina, res je. Zadeva je kar prijazno, prijetno je tu, higiena na višku, čistoča, družabnost tudi. V 10 letih se je dom funkcionalno in vsebinsko prilagajal potrebam stanovalcev. Uvedli so tudi sistem spremljanja kakovosti storitev. To je velik dosežek in nanj smo ponosni. Delali smo pa tudi na bivanjskem standardu. Marsikaj smo izboljšali, posodobili, obnavljali, adaptirali. Je pa praznovanje obletnice zagrenila napoved vlade, da bo javnim zavodom finančne presežke odvzela. Že tako država desetletje ni v stavbo vlagala nič. Načeloma ti javni zavodi ne smejo ali pa naj ne bi smeli poslovati z dobičkom, ker pač morajo ta denar vračati nazaj v kakovost ljudi. Je pa res, če jim uspe na nek način nekaj malega privarčevati, potem pa je to treba gledati ravno iz tega vidika, torej vlaganje v ljudi in investicije, ki pa so nujno potrebne. Ves prihranek vedno znova vlagamo v samo dejavnost. To bo ohromilo naše delovanje, celo osiromašilo ga bo. Sicer pa so za oskrbo in nego varovancev v novi enoti dodatno zaposlili 3 osebe. Nove prostore ima tudi mariborska srednja gradbena šola in gimnazija. Šola je s prizidkom pridobila dodatnih 650 kvadratnih metrov za učilnice praktičnega pouka. Dijaki, teh je okoli 500, bodo tako odslej pridobivali znanje po modernih pristopih v gradbeništvu. Načrti za dozidavo šole so stari že več kot 8 let. Pridobitve so zato najbolj veseli učitelji praktičnega pouka, saj so ga doslej morali izvajati v utesnjenih prostorih. Predvsem je velika pridobitev za pečarje, ker imamo velike prostore, da lahko naredijo peč, lončene peči. Imamo tudi speljan dimnik, tako da bomo lahko tudi poskusili zakuriti.
da vidijo v praksi, kako deluje. Zdaj bomo lahko še bolj intenzivno delali na praktičnem delu, kar nam bo tudi v prihodnosti koristilo. Ne bomo samo preko teorije, da bo lahko še bolj na praksi. Gre za poklice, ki žal med mladimi niso zelo priljubljeni, toda naši sogovorniki so prepričani, da jih čaka svetla prihodnost. Dosti dela se išče iz črkoslikarstva pa slikopleskarstva. Mene so navdušila stara arhitektura, v Rimu mozaiki, pa stare peči v gradovih. Zato sem se odločil za ta poklic. Novo pridobitev so si ogledali tudi nekdanji profesori, ki se spominjajo še časov, ko je bila šola polna dijakov, učilnic pa je prav tako primanjkovalo. Čas je takšen, ne? Tudi drugače zahteva, kot smo mi imeli. Recimo jaz, ko sem tisto na pol strgan zemljevid nosila po šoli, ne? Dokler nisem prišla do učilnice, da je vsaj v učilnici ostalo to, ne? Že to je bil napredek. Da je bila izvedba projekta težavna, pa priznava tudi ravnateljica, saj so več let zaman čakali na denarno pomoč države. Na koncu pa so naložbo vredno 700 000 evrov financirali kar sami. Zato smo se zorganizirali, staknili glave, pogledali, koliko imamo denarja, kaj lahko zmanjšamo, zracionaliziramo in zdaj so delavnice tukaj. In tako je šola po 50 letih, odkar so tudi v Mariboru začeli izvajati program gradbeni tehnik, bogatejša še za prepotrebne dodatne prostore, ki bodo morda k vpisu privabili več dijakov kot doslej. Premoženje zadolžene nadškofije Maribor ostaja neprodano. Brez kupcev se je danes neuspešno končala še ena dražba. Na zahtevo podjetja Molière je slovensko-bistriško sodišče skušalo najti kupca, ki bi plačal 6 000 evrov za cerkvene vinograde v Brezju pri Poljčanah. Molière je skupaj z banko Unicredit predlagal še prodajo dela stavbe samostana v Studenicah ter orglarske delavnice v Hočah. A kot kaže, upniki še ne bodo poplačani, saj doslej nihče na nobeni izmed dražb ni vplačal varščine. Mariborski mestni svetniki na včerajšnji izredni seji, ki so jo sklicali zaradi nejasnosti glede lastništva glavne avtobusne postaje, rešitve niso našli. Način in čas razprave, ki so ga namenili zgolj tej temi, pa kažeta, da se je v Mariboru že začelo predvolilno obdobje. Ali je župan Fištravec storil napako, ko je podpisal dokument, s katerim je prenesel lastništvo 450 kvadratnih metrov prvega nadstropja glavne mariborske avtobusne postaje, še ni znano. Pobudnik izredne seje je prepričan, da je župan podaril občinsko premoženje zasebnemu podjetju. Gre seveda za prenos vrednosti, približno po nekaterih ocenah 300, po drugih ocenah pa skoraj $500 000 evrov. Po naši oceni seveda brez pravne podlage in kar je najbolj pomembno v neki pravni državi, brez sklepa mestnega sveta. Nič ni poklonjeno, če pa je bila slučajno kje storjena, če obstajajo kakšni dokumenti izpred 25 ali pa 28 let, ki bi dokazovali, da je avtobusna postaja v celoti last mestne občine, bomo pa to tako tudi naredili. Konec aprila je mestna uprava prejela dodatne dokumente. Na podlagi teh strokovnjaki izdelujejo novo pravno mnenje o lastništvu spornega premoženja. S tem so bili takoj na začetku seje seznanjeni tudi mestni svetniki. Kljub temu so ocenili, da je razprava pomembna. Je pa ta problematika razrešitve bivšega družbenega premoženja in privatizacija in tako imenovana prihvatizacija, ki je temu sledila, eden velikih problemov Mariboru, ki se jih bomo bodoče po lokalnih volitvah morali intenzivno lotiti in mi se na to že zdaj pripravljamo. Nenazadnje se tukaj tudi izpostavlja mogoče malomarno delo nekaterih uslužbencev v mestni upravi in pa nenazadnje z podpisom pa za vse te zadeve, če hočete šlamastiko, jamči gospod župan. Številni svetniki so v triurni razpravi začeli zapuščati dvorano, tako so sejo končali zaradi nesklepčnosti in brez glasovanj. Na ptujskem sodišču se je nadaljevalo sojenje upokojenemu policistu Milanu Volgemutu, ki naj bi bil decembra lani umoril ptujskega gostilničarja Franca Klinca. V skoraj 6 ur dolgi razpravi so bili zaslišani kriminalisti, ki so opravili hišno preiskavo in številne druge priče. Tožilstvo Volgemutu očita umor iz koristoljubja in brezobzirnega maščevanja. Zaslišanja prič se bodo nadaljevala v ponedeljek, zaključne besede pa bosta tožilstvo in obramba podala predvidoma konec maja. Pregled domačega dogajanja pa tudi danes začenjamo v Državnem zboru.
Državni zbor je sprejel novelo zakona o izvrševanju proračuna, s katero vlada po razveljavitvi zakona o davku na nepremičnine išče dodatne proračunske vire in prihranke. A poslanci so zavrnili ključna določila, ki jih je predlagalo finančno ministrstvo. Vlada tako ne bo smela vzeti dobička javnih zavodov, skladov in agencij. Prav tako se ne bo smela dodatno zadolžiti, da bi lahko zagotovila dodatni kapital slabi banki. Ta bo namreč letos prevzela še slaba posojila Celjske banke in Abanke. Generalnemu sekretarju Avtomoto zveze Slovenije Slavku Rusu, ki je bil pridržan med včerajšnjimi hišnimi preiskavami zaradi suma korupcije, je vodstvo zveze odvzelo vsa pooblastila. Rusa, ki je še v pridržanju, bo zaslišal preiskovalni sodnik. Generalni sekretar naj bi bil osumljen sprejemanja podkupnine pri sklepanju poslov oziroma pogodb z zunanjimi izvajalci zveze. Kriminalisti so v preiskavi prostost odvzeli še 2 osebama, a so ju sinoči že izpustili. Na Dolenjskem so danes slovesno odprli 80-kilometrski visokonapetostni daljnovod med Beričevim in Krškim. Dvosistemski 400-kilovoltni daljnovod pomeni najkrajšo pot za prenos elektrike med jedrsko elektrarno Krško in odjemalci osrednje Slovenije, povečal pa se bo tudi pretok elektrike preko slovenskih meja. Strateški pomen daljnovoda, ki poskusno obratuje že od novembra, se je pokazal med februarskim žledolomom, ko je osrednji del države rešil pred električnim mrkom. V Mariborskem kmetijsko-gozdarskem zavodu je danes potekalo letno ocenjevanje vin vinorodne dežele Podravje. Vinski letnik 2013 je dobil oceno prav dobro in je za nekaj odstotnih točk boljši od letnika 2012. Skupaj so ocenili 113 vzorcev, od tega 96 vin običajne trgatve, 14 vin posebnih kakovosti in 3 penine. Ocenjevalci so strokovnjaki, enologi in vinarji s potrebno licenco. S poskušanjem ocenijo vino po 4 kriterijih: videzu, vonju, okusu in harmoničnosti. Študenti Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor so skupaj z Zavodom za turizem in Festivalom Maribor pretekli teden pripravili poseben projekt, v katerem so se z glasbo in kulinariko sprehodili skozi mariborsko glasbeno zgodovino. S projektom so želeli pokazati, da je turistična ponudba mesta lahko še boljša, če se turistične ustanove povežejo s kulturnimi. Obiskovalci Vetrinskega dvorca so se v živo lahko spoznali s Francem Listom in Hugom Wolfom. Prvi je koncertiral v Mariboru, Hugo Wolf je tukaj preživel nekaj let. V turistično-gostinskem projektu ju je podoživljal interpret, tudi sam igralec in glasbenik Jure Ivanušič. Oba sta nekako na Maribor, če sta sploh imela kakšen spomin, imela kot pač eno provincialno mesto, kar je tudi bil. Dejstvo pa je, da se je v tistem času ogromno vrhunskih umetnikov prišlo, zdrževalo v Mariboru oziroma vsaj pasiralo skozi, ker je bila fluktuacija umetnikov ne tako redka, kot bi si danes mislili. Ne. Na podoben način so študenti Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem ob sodelovanju z glasbeniki Mariborčane popeljali v glasbene zgodbe, ki so se odvijale v gledališču z znamenitim Robertom Štolcem ali v nekdanji kavarni, kjer so v 60-ih letih gostili mariborske legende popularne glasbe. Ob sodelovanju z gostinci, umetniki in Zavodom za turizem so skušali ustvariti vzorec kulturnega turizma. Predvidevamo, da bo Zavod za turizem morda ta program, ki smo ga zdaj razvili v tem enkratnem dogodku, znal tudi vpeljati naprej. Torej, da bomo usposobili vodnike za takšna vodenja, da bomo partnerji torej ostali v navezi in poskušali take zgodbe peljati tudi naprej. To so tematska vodenja, ne, in ta so stalnica v bom rekla, velemestih ali pa tudi malo večjih mestih, kot je Maribor, tudi takšni, kot smo mi. Medpartnersko sodelovanje bi lahko nekako oblikovalo en takšen integralni turistični produkt in menim, da bi morali tudi v nekih določenih mesecih tudi bolj spodbujati kulturni turizem, kjer bi se morale vse te inštitucije tudi povezovati. V dogodek, ki je ena od prireditev ob 850-letnici omembe Maribora, je bilo vključenih 140 študentov in 17 mentorjev Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem, ki so poskrbeli tudi za svojevrstno kulinarično podobo zgodovinskega potepanja. Nocoj imajo nogometaši Maribora priložnost, da ponovno osvojijo pokal Slovenije. Zato bodo morali na stadionu Bonfika v Kopru ugnati ekipo Nove Gorice. Mariborčani so bili pokalni zmagovalci že 8-krat, Novogoričani 2-krat, nazadnje pred 12 leti.
Tekma se začne ob 20:30, ogledate pa si jo lahko na drugem programu televizije Slovenija. Če bodo zmagali, bodo Mariborčani postavili nove rekorde. Do naslova bodo prišli tretjič zapored, oziroma se bo zgodilo petič, da bodo najboljši v obeh slovenskih tekmovanjih, tako v državnem kot pokalnem prvenstvu. Ekipa iz Ljudskega vrta je zadnjo prvenstveno tekmo proti Gorici pred 4 dnevi dobila z 1:2. Zdaj nas čaka sigurno čisto druga tekma. Tekma v prvenstvu se je šla samo za točke, zdaj pa gre za nekaj več in sigurno bo čisto druga tekma. Da se bliža finale pokalnega tekmovanja je bilo vidno v soboto v Novi Gorici, saj oba trenerja nekaj najboljših igralcev nista poslala v igro. Fantje kljub rotacijam dajo tisto, kar je potrebno. Vsak dobi priložnost jo maksimalno izkoristi, tako bo tudi v tej predzadnji tekmi oziroma v finalni tekmi pokala. Enostavno, kar se tiče samega pristopa fantov, nimam nobene pripombe in tu se vidi njihova profesionalnost in lakota po svojem lovoriku. Nocoj bo šlo za taktično tekmo oziroma za tekmo, v kateri ne bo nobena ekipa preveč tvegala. Prvi zadetek pa bo tisti, ki bo poskrbel za zanimivo nadaljevanje. Borilne veščine, največ jih prihaja z vzhoda, so pri nas zelo priljubljena vrsta športa. Kar 13 klubov oziroma društev se je predstavilo na noči borilnih veščin v Mariboru. Dogodek pa je imel tudi humanitarno noto. V več kot 2 uri trajajočem programu so si lahko obiskovalci Mariborskega univerzitetnega športnega centra ogledali kar nekaj tistega, kar ponujajo borilne veščine na Štajerskem. Te so pri nas dokaj popularne, saj imamo v njih na najrazličnejših prvenstvih velike uspehe. S tem, da pri tovrstnih športih ne gre le za to, da se premaga nasprotnik. Jaz mislim, da borilne veščine bi morale temeljiti na tem, da se ljudem pomaga. Prvič, da se ljudi spravlja v gibanje. Jaz mislim, da danes je gibanje najpomembnejše pri tej prehrani. Druga stvar je pa, jaz mislim, da človek, ko trenira borilne veščine, bi mogel imeti odprto srce, malo pogledati okoli sebe. Ti fantov, ne vem koliko je, punc, ko so brez staršev, to je pač naša ideja bila. Jaz mislim, da to dvoje gre skupaj. V pestri izbiri borilnih veščin je vprašanje, katero izbrati. Možnosti so praktično brezmejne. Vsaka borilna veščina je vredna, samo se mora pač pravilno trenirati, pa pravilen pristop, pa resen pristop. Vsaka je zanimiva, vsaka ima neko specifiko. Zdaj so pač ljudje taki, koga mu kaj paše, tam se najde, to dela, to trenira. Tako da jaz mislim, ni dobre veščine, ni slabe, vsaka je vredna. Odvisno, koliko vložiš, toliko dobiš. Denar od vstopnic, ki je ostal po odbitju stroškov prireditve, bodo organizatorji namenili Mariborskemu mladinskemu domu. Obenem so začeli razmišljati o novi humanitarni akciji zbiranja hrane in oblačil za ljudi, ki so jih prizadele poplave v Srbiji ter Bosni in Hercegovini. In zdaj na tuje. 26 članic Evropske unije je podpisalo medvladni sporazum o enotnem skladu za reševanje bank. Če bo sporazum ratificiralo dovolj držav članic, bi sklad začel delovati z letom 2016. Cilj pa je, da bi se v 8 letih napolnil z 1% vseh kritih vlog v bankah sodelujočih držav, kar naj bi zneslo 55 milijard evrov, s katerimi bi se reševale banke v težavah. Na ta način želi bančna unija utrditi evropski bančni sektor, predvsem pa prenesti breme reševanja bank z davkoplačevalcev na finančni sektor ter tako preprečiti ponovitev kriz. Poglejmo še druge novice. V Srbiji, kjer se je začelo 3-dnevno žalovanje v poplavah, v pričakovanju novega poplavnega vala utrjujejo nasipe ob Savi. V Beogradu oblasti zatrjujejo, da so na poplavni val pripravljeni. V Bosni in Hercegovini v poplavah veliko nevarnost predstavljajo mine, v okrožju Brčko je ena od njih eksplodirala. Hrvaška vlada je na območju Vukovarsko-Sremske županije na vzhodu države po hudih poplavah razglasila stanje katastrofe. Kakšna so poplavna območja, nazorno kažejo tudi fotografije z vesolja, ki jih je posnel NASIN satelit Aqua. Na posnetkih so dobro vidna poplavljena območja, ki so obarvana modro. Za primerjavo je NASA objavila tudi satelitske posnetke območja pred letom dni, ko poplav ni bilo. Bivši egiptovski predsednik Hosni Mubarak je bil na sodišču v Kairu obsojen na 3 leta zapora zaradi korupcije. Njegova 2 sinova sta bila obsojena na 4 leta zapora. Obsojeni so zaradi poneverbe okoli 13,5 milijona evrov proračunskih sredstev, namenjenih za vzdrževanje predsedniške palače.
Predstavniki Microsofta so predstavili najnovejšo različico svojega tabličnega računalnika Surface Pro 3, za katerega pravijo, da sedaj pa zares odpravlja potrebo po prenosnih računalnikih. Microsoft je na trg tabličnih računalnikov prišel pozno in prva različica tablice Surface z zložljivo tipkovnico je šla v prodajo konec leta 2012, ni bila uspešna. Sicer pa so v podjetju presenečeni nad odločitvijo kitajske vlade, da prepove nameščanje operacijskega sistema Windows 8 na vladne računalnike, domnevno zaradi varnostnih skrbi in varčevanja z energijo. V São Paulo je stavka avtobusnih prevoznikov povzročila pravi kaos v prometu, saj je bila zaprta polovica terminalov, nekateri vozniki pa so avtobuse pustili kar sredi vozišč. Brazilski mediji so poročali, da se vozniki ne strinjajo z zgolj 10-odstotnim povišanjem plač, na kar je pristal sindikat v pogovorih z upravami podjetij. To je bil še eden v nizu protestov pred svetovnim prvenstvom v nogometu, ki se bo v Braziliji začelo prihodnji mesec. Tudi danes vas ob 20:05 vabimo k ogledu naše pogovorne oddaje Tele-M. Nocoj jo pripravlja Dušan Tomažič, ki že čaka, da vam izda temo pogovora in goste. Jasmina, pozdravljena. V današnjem Tele-M bomo govorili o državnem gasilskem tekmovanju. Prvi del je potekal 17. maja, drugi del pa bo ta konec tedna v soboto 24. maja. Na zboru se bo v 2 tekmovalnih dneh zbralo 4400 tekmovalcev od pionirjev do članov. V oddaji, ki se bo začela ob 20:05, bomo gostili Francija Petka, poveljnika Gasilske zveze Slovenije, Dušana Vižintina, regijskega poveljnika Podravske regije in magistra Dejana Jurkoviča, predsednika Gasilske zveze Ormož. Vabljeni torej, da se nam pridružite. Hvala, Dušan. Ostane pa še, da razkrijemo vreme prihodnjih dni. Tudi jutri bo po državi pretežno jasno, dnevne temperature pa bodo do 28 stopinj Celzija. V petek bo večinoma sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, še bo pihal tudi jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bo možna kakšna ploha ali nevihta. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, čez dan pa bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Izkoristite jutrišnji sončen dan, še prej pa si naredite tudi lep večer. Nasvidenje.